Če ga navč ni držala, ga v kakšna druga. Se ga držim. Ok, Zafira, tvoj čas je prišel. Čas za 5 sladkih, pa 3 kisle. Prva sladka je kar prenova. A veš, Opel je Zafiro pred kratkim, v bistvu ne toliko pred kratkim, no, na sredini prejšnjega leta prenovil in to jasno na prvi pogled. In če pa kdo slučajno kiksne od ozuni, da je Zafira prenovljena, ne, če ta model malo pozna, ker noter prije, mu je hiter jasen, da je tukaj res pa čisto vse drugače. Zato, ker enkrat pogledaš to sredinsko konzolo, kar naenkrat rečeš, zdaj pa ni več gužve z gumbi, tako je bila včasih. Dajmo se sprijazniti, ne, to zmedo, ki je imel Opel tukaj na sredini, bo tako, dosti lahko pozabiti. Ta nov sistem, ta nova razporeditev je pa ergonomsko boljša, lepš zgleda, predvsem je pa bolj preprosta za uporabljati. Ok, dirkamo naprej. Ta druga, ta sladka, ki je vreden moment, je pač dejstvo, da je ta avto zasnovan z mislijo na družine. In to je ful pomemben, če si enoprostorca, ne da? Pohvalno je to, da je vseh odlagališč v tem avtomobilu več kot 30, pa da je takih uporabnih litrov, kam stvari odlagati, a pa skrivati kar dosti. Kar se pa tiče kufra, ga je pa od 720 v osnovi, pa do 1860 litrov. To je pa, no ja, to je pa kar veliko. Če pa že glih hočeš, si pa v drugi vrsti lahko narediš tudi takle ogromen naslonalo za roke. Se ti pravim, Tetris. Zlagaš, prelagaš, odlagaš, zalagaš, pa tako naprej. Tretja stvar, ki mi je precej všeč, je pa tale FlexRail sredinska konzola, ki je tako zelo multitalentirana, kupenih stvari ponuja. Veš, v osnovi je to lahko en tak fin predal, kamor lahko spraviš marsikaj, lahko ga postisneš tudi. No, očitno ga lahko potisneš tudi toliko nazaj, da vam pade, valjda, če nisi previden. In tukaj spodaj imaš še en predal, pa ne samo to, tukaj so držala za pijačo in tudi ta so pomična nazaj. Potem imaš pa tukaj še en dodaten predal. In meni je vsa ta modularnost, ki je ta FlexRail sistem omogoča, dosti cool, zato ker pač veliko ljudi, veliko različnih potreb. Ampak eno tako čisto majhno zamero, ne? Ker tle pač se ogromnih stvari dogaja naenkrat. In če si ful nepreviden, si mimogrede prešipneš kakšen prst. To je pa pol že malo manj prijetno. Ampak all in all je to ful dobra rešitev. Kakor sem pa že prej pokazal, ker sem bil malo nepreviden, ne, se pa da stvari tudi odstranjevati, če jih pač sploh ali pa preprosto ne nuca. Četrto sladko sem pa omenil že v včerajšnjem vlogu. Jaz sem namreč mnenja, da tale Zafira združuje na take dve zanimive lastnosti, ne. Je izrazito podrejena udobju, hkrati je pa tako prijetno vodljiva. To ne pomeni, da je športna, ampak ravno tako prijetno vodljiva, da ti jo ni narodno tudi malo ovink pritisniti. Ok, zdaj pa malo sprememba vrstnega reda. Predno oddirkamo na ta peto ta sladko, na sistem OnStar, na hitro povem še ta kisle. Ta prva ta kisla hupa. Come on. Ta druga ta kisla je pa, ko zadnjo šipo pereš z vodo, da na njo preleze tako zelo leno in tak zelo bog curk. Veš, če lepše razpršiš curk, ne, da je tak malo močnejši, vse skupaj lahko veliko učinkovitejše spucaš z manj porabe vode. Tukaj pa le bom pokazal. Ta tretja ta kisla je pa dejstvo, da tale sovoznikov predal ne sprejme predmetov, ki so večji kot tole. Ok, zdaj pa na vrsti sistem OnStar. A veš, ta sistem je že v osnovi dosti praktičen. Ne? Omogoča ti, da lahko prek domačega računalnika ali pa mobilnika spremljaš neke osnovne stvari pri avtomobilu, ne? Lahko ga nadaljavo odklepaš, zaklepaš, pohupaš, pržgeš oziroma zablinkaš z lučmi in take stvari. Preveriš pa lahko tudi nivo olja ali pa koliko imaš goriva v rezervoarju. Ampak mene pa bolj od vsega zanima ena druga stvar. A veš, s pritiskom na tale gumb tukaj le zgori se povežeš lahko hipno s klicnim centrom, kjer ti dvigne Slovenc ali pa Slovenka in ti pomaga lahko na kakšen drugačen način. Glede na to, da je ura zdajle pa že 11:30, sem že pikico lačen in ker gremo v Ljubljano, bom šel mimo Doba pri Domžalah. A veš, to je tam, ko ima moj brat pizzerijo, ne? In recimo, da zdajle jaz ne vem, kje je ta pizzerija, pa dajmo probati, če mi oni lahko pomagajo. Here goes nothing. Vzpostavljanje povezave s storitvijo OnStar. OnStar moj mere, kako vam lahko pomagam? Čau, tukaj pa Ciril, jaz imam pa eno dilemo in sicer ravno, ker sem na poti iz Maribora proti Ljubljani, pa sem lačen, pa iščem pizzerijo, ki se imenuje Capra, mislim pa, da je v Dobu pri Domžalah. A mi lahko vso zadevo pošljete kar na navigacijo? Seveda, gospod Ciril ste rekel, ne? Ja. Ste povedali. V redu, jaz sem najdla restauracijo Capra na Ljubljanski cesti 13 v Domžalah. Povejte mi, preden vam pošljem destinacijo, je še kaj lahko naredim za vas danes? Ne, mislim, da je to vse. Najlepša hvala. V redu, potem bi se vam rada zahvalila, ker ste poklicali OnStar, pa bi vas rada spomnila, da enkrat, ko vam pošljem destinacijo, se bo naš klic samodejno prekinil, zato vas lepo prosim, da ne pritiskate nobenih gumbov in sledite navodilom na vašem navigacijskem zaslonu. V redu? Ok, thanks. Najlepša hvala, pa dober tek. Enako, hvala, ajde, čau. Ada.
Vaš klic OnStar je končan. Evo jo, pizzerija Capra, do tja imam 95 km, genau. Vidiš, to je pa ena taka storitev, ki jo v tem trenutku ne ponuja praktično noben, ne? Da bi ti stisnil na gumb in da bi si te iz tujine javil Slovenc, pa ti pomagal na način, ki tebi najbolj sede. V Ljubljani sem imel en hiter sestanka, pa glaven razlog, zakaj sem prišel sem, je pa predvsem to, da zamenjam avto. To se pravi, danes se poslavljam od Opel Zafire, kaj si v njej mislim, ste ravno kar zvedeli. Prevzemam pa en avto, ki se ga v bistvu po eni strani kar dosti veselim, peljal sem ga pa že enkrat in sicer v Madridu. Mogoče ga boste hmal, evo ga. Telefonska znamka Honor, to gre v bistvu za hčerinsko podjetje od Huawei, ima danes en tak adrenalinski dan na Vranskem, v centru varne vožnje. A veš, fora je v tem, da bo tam par ljudi, ki jih jaz poznam, pa vse skupaj bi morali biti dosti zanimiv. Eni driftajo, eni vozijo po terenu, eni se navidezno prevračajo. Tako bom rekel, 4 ljudje smo v avtomobilu, nekdo upravlja sklopko, nekdo volan, nekdo gas, nekdo pa zavoro in jaz imam čez gas. Voz pa, enač, ajda sitar. A se imaš v redu? Lej, čudovito vozem, ne? Evo, vse gre. Zdaj bomo dali drugo, ajde da vidimo. Klopka! Sunga, ajde sunga! Ne gre, noče ni prav. Če ga naš ni držala, ga v kakšna druga. Vse ga držim. Ajde, zdaj pa tako, ne? Tebe bolj poznajo z modnega sveta, jaz sem pa zdaj tako na lastno pest videl, da se kar dobro znajdeš tudi za volanom. Kaj praviš? Ja, recimo, se moram. Zahteva to, mislim, da moj fant, tako da. V bistvu tako je bilo, moja prva vožnja, ko sem se sama peljala prvič v avto, sem dobila vozniški izpit, pa sem imela mikro in sem se peljala iz Domžal v Ljubljane in sem prišla do Ljubljane in sem jokala, ker sem prišla in rekel, kot, zdaj pa ne boš jokala, greva naprej. Moram sam pohvaliti tvojo odločnost, ker ko si hotela, da damo v prvo in ko si Ja, v hotela... prvo.